Dano nam je eno življenje. Eni dočakajo več, drugi manj. Dolgost našega življenja je kratka. Samo nekaj zemljenih obhodov okrog sonca, torej nekaj besed. Kaj naredimo z našim življenjem, je seveda odvisno od vsakega posameznika. Vsak ima pa določeno pot in določene naloge, ki jih mora opraviti. Mislim, da smo delali pošteno, nekateri tudi v različnih delovnih okoljih, od tehnike, ekonomije, prava, družboslovja, medicine in tako naprej, pa tudi do pedagoške in raziskovalne aktivnosti. Vodila nas je vnema o raziskovanju, pedagoški eros in iskanje strokovnih rešitev na področjih, kjer smo delali vsakodnevno rutino. Težave, na katere smo naleteli, nas niso utrudile, prav nasprotno, bile so izziv za nove podvige. Dejstvo pa je, da se vse lahko spremeni v jasno nebo ali v nevihto v zelo kratkem času. V nadaljevanju bom navedel nekaj sicer vsem poznanih resnic in življenjskih dejstev. Delo nas je naučilo, da mora biti človek zvest samemu sebi, tako v privatnem življenju, kot v delu za skupno dobro. Samo človek, ki je zvest, je srečen in osrečuje druge. In samo srečen človek je lahko tudi uspešen. Še nekaj smo pri delu spoznali. Meja med drznostjo in predrznostjo je zelo tanka. In večina jo zavedno ali nezavedno pristopi ob zavedanju, da brez poguma ni napredka. Trajnostni razvoj, kulturni, ekonomski, strokovni, raziskovalni in tako naprej, smo uspešno razvijali z enotnostjo, pogumom, ambicijami, poenotenjem in zavedanjem, da svet ni ne levi, ne desni, ne bel in ne črn, je kot mavrica in ni ne žegnan in ne preklet. Ta svet je pač svet. To je citat Janeza Menarda. In za zaključek, in tudi to resnico smo spoznali. Najlepši dan je današnji. Največja ovira je strah. Najlepše darilo je odpuščanje. Največja sreča je ljubezen. In kar štejemo, to žanimo. Kar dajemo, to dobivamo. Je tudi naslov na naši fakulteti. Želim in tudi vem, da nas bodo ta spoznanja v življenju spremljala tudi v bodoče na naši poti in da jih bomo zavestno ponotranjili.